Nemško sodišče je leta 2013 sprejelo odločitev, da nek zavarovanec, ki je sklenil zavarovanje pri nemški zavarovalnici, lahko razveljavi to zavarovanje, ker mu niso bili predstavljeni vsi elementi pogodbe, predvsem pravica do odstopa. Za zavarovance to pomeni, da bi lahko izterjali celotne vplačane premije. Sporne police bi lahko bile vse tiste sklenjene do leta 2012. Za slovenske zavarovance to v bistvu trenutno ne pomeni nič, saj pri nas nismo imeli nobene sodne prakse. Je pa lahko to odlična iztočnica za to, da se pogleda police. Predlagam, da natančno preverijo pogodbo, zavarovalno polico. Naj preverijo tudi, ali je tam naveden rok za odstop od pogodbe. Po zakonu je pri nas to 30 dni. Smo pa dobili v redakciji Mojih Financ tudi nekaj polic tujih zavarovalnic. Tam pa je naveden rok krajši, tudi 14 dni, ponekod tudi 8 dni. Videla sem predvsem veliko zavarovanj slovenskih zavarovalnic. Tam v teh pogodbah je bil naveden ta rok 30-dnevni za odstop od polic. Je pa tako, zastopniki ne obešajo ravno tega na velik zvon, ker če stranka odstopi od police, to pomeni, da zastopnik ne prejme provizije. Pri takšnih ocenah je treba biti zelo previden. Vse pogodbe, ki so se sklepale v preteklosti, verjetno z pravnega vidika niso sporne. Zavarovalnice zelo pazijo na to, da spoštujejo zakon in se tudi striktno tega držijo. Je pa z vidika sklepanja, z vidika uporabnika morda prišlo do kakšnih malo bolj spornih praks. In sicer, ko zavarovancem niso bili recimo pojasnjeni vsi stroški, se o teh stroških ni veliko vedel niti sam zastopnik. Na Mojih Financah so se odločili, da pozovemo vse, ki so v preteklosti sklenili police življenjskega zavarovanja, predvsem klasičnih in pa naložbenih. Te police bi seveda mi pogledali skupaj z odvetnikom in poiskali, ali dejansko obstajajo kakšne elementi oziroma možnosti za to, da ljudje izterjajo denar od zavarovalnic. V zadnjem času se je pojavilo kar precej skupin. Morate se zavedati, da je bazen izjemno velik, zato so tudi velike oči. In sicer pojavljajo se nekatere skupine formirane kot nekakšni mrežni marketingi in pozivajo ljudi, da naj vplačajo 90 evrov. Njihovo polico naj bi preučil slovenski odvetnik. Mi smo pri teh slovenskih odvetnikih, ki naj bi bili potencialni kandidati za to, preverili te informacije, zanikajo sodelovanje, tako da nimam informacij, s kom sodelujejo. Na Mojih Financah pozivamo vse, ki menite, da so vam bile zamolčane kakšni detajli police, da nam pošljete polico v analizo. To bomo skupaj z odvetnikom pogledali in poiskali nekatere stične skupne točke, ki bi jih lahko uporabili za morebitno tožbo. Je pa tako, pri teh zadevah se je treba zavedati, da takoj, ko pride stvar na sodišču, da zna to terjati in čas in denar.